Pri piškotih pa pri pecivih pa želimo, da je bolj neko krhko in vse skupaj preprosto, tako da je v bistvu tip 400 super primeren za to. Mimogrede, koliko časa bomo okvirno potrebovali za pripravo skalc? Midve bomo rabile, ker se bomo mes veliko klepetale, ne? Recimo nekih 15-20 minut raztegnjeno, pa pekli bomo nekih 15 minut. Ta je malce bolj zdrav, istočasno pa je še vseeno zelo svetle barve, kar je fino, ker v bistvu ne spremeni barve, če želimo še vseeno imeti svetel kolač, svetel biskvit, svetle piškotke. Tako da iz tega vidika je bolj zdrava verzija klasičnega sladkorja, pa še vseeno v bistvu se popolnoma enako obnaša. Ja, vanilja je vedno fajna v sladicah, ker se mi zdi, da malo obogati, naredi neko globino in vsi jo imamo radi. To se pravi, če rečeva tako z vaniljevim sladkorjem, pravzaprav skoraj da ne moramo zgrešiti, ne? Zelo težko. A kam ne paše? V slane jedi res včasih ne, večinoma ne. V sladke pa večinoma kar nekako paše zraven. No. Sicer, če želimo, da je kakšna druga sestrina zelo pride do poudarka, mogoče ni mus, ampak pri piškotkih je se zelo rada dodam. Zdaj smo namočile rozine. Jaz ne maram, da so preveč napite, tako da lahko tisti, ki imajo radi zelo napite rozine, jih pustijo dalj časa, lahko tudi čez noč, če jim paše. Jaz jih namočam za nekih 5, 10, 15 minut, takrat, ko se spomnim nanje. Tokrat bojo 5, 10, drugače so 15, nima to v bistvu. Meni je samo všeč, da malo dobijo te arome. Pa mogoče, ne, veliko se sedaj govori tudi o ghee maslu. Tudi ghee maslo gre. Jaz sicer sem šla na tradicionalno, klasično maslo, ampak tudi z ghee maslom bi piškotki uspeli. Bi lahko uporabimo. Brez težav. Je še kakšna druga alternativa tukaj v tem oziru? Lahko bi načeloma uporabljali tudi kakšne druge tipe masla. Lahko bi kokosovo olje načeloma uporabljali ali pa neko maščobo, ne lih tekočo, no, se pravi, ali kokosovo olje, ali ghee bi šlo, ali pa margarina, čeprav imava jajca, ampak mogoče za tiste, ki so laktozno intolerantni. Imava pa midve tukajle prav poseben rastlinski napitek, narejen iz indijskih oreščkov, tudi iz linije DM Bio. Mogoče bi ga pa jaz malo poskusila, če mi daš za... Ja, seveda. Ker je pa res, da se hvala lepa, prvič se srečujem s tem napitkom. Zelo neutralnega vonja. Zelo je, recimo, kadar res delam veganske sladice, imam od vseh rastlinskih napitkov najrajši tega iz indijskih oreščkov. Mi je tak... Dober, in po okus je res po indijskih oreščkih. Zdaj pa že na orehih. Tako, tudi orehi so seveda DM Bio znamke, kar je zelo pomembno, ker Slovenci zelo veliko pečemo z orehi. Orehe imamo radi. Pripravljamo ogromno enih sladic z orehi, kaj ne? Orehi so praznični december in velika noč, ne? To more biti, nekaj z orehi. Čokolada pa je torej najin zadnji skriti adut, a ne? Spet govorimo o DM Bio čokoladi, 70% kakava. Je pomembno, da smo izbrali prav to, temno čokolado s 70%, ali smo tukaj spet fleksibilni verjetno, a ne? Meni se zdi, da k orehom in k rozinam najbolj paše temna čokolada. To je moja preferenca, ampak brez težav bi to bila lahko mlečna čokolada. Tako da tukaj si prilagajaš sestavine svojemu okusu ali pa trenutni želji ali pa osebi, za katero delaš te piškotke.